februar smo združili z našim letnim posvetom Društva organizacij za izobraževanje odraslih na srednjih šolah. Če povem samo 3 besede o tem društvu, gre za kar že nekaj letno delovanje našega društva, ki si prizadeva za neko povezovanje izobraževalcev odraslih na srednjih šolah. Največkrat so udeleženi na teh posvetih organizatorji izobraževanja odraslih in vodje izobraževanja odraslih in pa tudi ravnatelji oziroma direktorji srednjih šol. Torej, iz osnove naš letni posvet je bil namenjen njim, ampak ker smo ga združili z letnim posvetovalnim dogodkom EPO, smo bili zelo veseli, ko smo iz liste udeležencev in seveda iz samega dogodka razbrali, da se ga je udeležilo tudi veliko število ljudskih univerz. Tako da to je krasna priložnost, pa tudi, da se mi malo med sabo še bolj povežemo in spoznamo. Udeležilo se je pa preko 80 udeležencev tega našega dogodka. Če še morda za en uvod povem, da boste mogoče bolj razumeli tale dnevni red, ki ga tukaj imam predstavljenega. Namen tega, zakaj smo ta letni posvet organizirali, je bilo pravzaprav ena sprememba, ki se nam dogaja na srednjih šolah v zadnjih letih, namreč odgovarjamo na potrebe trga dela. Me veseli, prejšnja 2 prispevka sta ravno govorila o tem. Zaznavamo, da delodajalci v zadnjih letih se bolj obračajo oziroma zdaj oni prihajajo k nam s potrebami za pridobivanje kompetenc njihovih zaposlenih, torej delodajalcev. In ker smo šole bolj ali manj pripravljene in vešče tega dela, smo zaznali znotraj društva organizacij za izobraževanje odraslih potrebo, da usposobimo naše organizatorje in druge, ki pripravljajo te programe za delodajalce, da se naučijo, kako seveda je ta program treba pripraviti, da je ustrezen, da ustreza nekim standardom, merilom, ki v tej praksi veljajo. Torej, to je bil osnovni motiv, zakaj smo ta letni posvet tudi dali na ime, izobraževanje odraslih na srednjih šolah za znanje in potrebe gospodarstva. Iz tem, ki smo jih imeli na tem dogodku, lahko vidimo, da smo kar nekaj teh tem poslušali tudi na sedanjem, torej današnjem včerajšnjem dogodku tukaj. Hvala Andragoškemu centru Slovenije, ker prvo nas je povabil in tudi ker vedno lahko iz kakšnega takega skupnega sodelovanja potegnemo tudi nekaj za nas za naprej. Namreč, tole glasovanje preko Voxvote, ki smo ga izpeljali tudi na tem dogodku, smo potem mi v našem kolektivu že ravno tako ponovili in uspešno izpeljali. Namreč mi imamo sama prihajamo iz kolektiva, kjer nas je 200 zaposlenih in zelo težko pridobimo mnenja, pa na teh skupnih srečanjih smo našli krasen način, kako to naredimo. No, torej Voxvote smo uporabili tudi tukaj. In potem je sledil še drugi dan, ki pa je bil namenjen res izključno pripravi teh programov in primerom dobre prakse. Poiskali smo seveda vedno koristno, ne da nam samo nekdo predava, kako te programe treba pripraviti, ampak da poiščemo tudi iz prakse, kje smo že, kdo je že kakšen tak uspešen program pripravil in ga tudi izvedel. In če zaključim s tem, kako se je naša zgodba nadaljevala potem v naslednjih mesecih, povabili smo torej na ta posvet tudi predstavnike Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, ki so predstavljali projekt, za katerega smo mi vedeli in se je napovedoval že dobri 2 leti. To je izvajanje programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Torej, ravno takrat je bil ta razpis odprt in se nam je zdaj še toliko bolj, da smo to časovno uspeli povezati, da torej šole, ki so bile tiste, ki so se prijavljali na ta projekt, pripravljene na boljši način, kako to prijavo pripraviti. Torej, zdaj nas je v ta projekt vključenih 87 srednjih in višjih strokovnih šol. Projekt se je jeseni začel, mi smo že pripravili prve programe in jih tudi že izvajamo v okviru tega projekta, ki bo trajal, tako kot v tej perspektivi smo navajeni, do leta 2022. Tako da to je bilo res odlično izhodišče za naše nadaljnje delo, tako da s tem zaključujem. Hvala. Hvala lepa tudi vam.